Zdaj sem pa res te zadnjič. Zdaj vam pa obljubim, da me ne boste več videli. Tak me je ona maskerka našminkala, rekla, ti si kar za nas žale. Aš rekel, tam se mi še pa ne vodi tak, jel? No, takle bi vam rekel, tetala zadnja viža me je tak spomnala, jaz sem pa v redu kmet je bil, ne? Jaz sem tu zdaj malo s kmetijstvom ukvarjam. Ja, tete pečke, letos ni bil tak jabolk, ne? Sem se pa odločil, zdaj, ko boš jabolke prodajal, če jih ni, pečk, note v eni jabolki je pa velik, jel? Sem pa začel pečke prodajati, sem bral, da je po pečki, ko jo poješ, da ti to možgane ofne, da si petkrat bolj ko prej. Ko sem pa šel v Ljubljano, tajne stojnico, veš, da prodaja, zdaj tam ne nucaš velik, majčkan takle mislico, pa tisti pečke sem gor nasul. To sem prodaja tam, a ni hodič, se je policaj najdu. Halo, je rekel, ko pa to prodajaš? Sem rekel, pečke. Imaš dovoljenje? Imam, pokaž. Če se ne rabiš druga. Samo da nisi pečke ukradel, moraš imeti, ne? V redu, prav zako pa so to snegokodne, veš? To eno pečko poješ, to si brikn, to ti možgane ofne, takle, tak si razgledam pol, ne? Rekel, kup pa je ena, sem rekel 20 €. Jezus je drag. Sem rekel, lej, za pamet pa boš šel nekaj raskiral, pa nič ne vlagaš v sebe. Veš, da daj, rekel, mi pa eno prodaj. Sem mu prodal eno prav, sem rekel, ti jo zavijem. Nje, je rekel, kaj tole pojedi. Pa dal usta, pa gre taj okoli, mende kaj kontrolirati. Ali morak, malo prej, ko sem njehal prodajati, pride nazaj. Čuj, je rekel, zdaj sem si prišel gor, rekel, ti si en prevarant, skod si pa, sem rekel, Štajerske. No, sem je kar zdaj na glasu. Je rekel, si me nategnil, ko, sem rekel, ko? Prav za 20 € bi jaz skupil 10 kg jabolk. Pa bi imel note 200 pečk, ali pa 300. Si videl, sem rekel, ko že deluje. Si videl, ko se to že pozna. Čakaj, no. Je rekel, a misliš, da je to to? Jaz rekel, ko ne bo to? To je to. Rekel, bo mi še pa eno prodaj. Tak je bilo. No, ko smo bili pri prodaji, tamle zadi, lansko let, ko sem rekel, da sem CD naredil, mici v avtu skačet, ne? Tamle zadi me je Pajko Domen, poznate Pajkoga Domena? Tole vaš domačin, od Namira, kolega. Lan smo, takle je hotel imeti CD. Prodaj mi CD, prodaj sliko, v redu, če on sam njenga. Pa tega, evo, mu ga prodam, ko se naredil zdaj tamle zadi, vem, ki se je vzel. Prav, Pepi, čuj, tete tvoje viže, že znal vse na pamet, jaz ti te CD ne zdaj dal, sem se ga že ne vlčil. Ti mi daj novo, a pa mi daj denar nazaj. Snigo, ko si iznoro, ki si pa to videl, da je ti, a si ti predstavljal, že bi jaz šel kupiti gate spodne. Trgovino, pa rečem oni trgovki, daj mi ne gate, predaj, pa jih jaz nesem domov, 14 dni nusim. Pa nesem nazaj, pa rečem, čuj, farbo so zgubile. Surovine pa rjave, daj mi druge, ali pa mi daj dan nazaj. No, ko bi smo dopovedali, da se to tak ne moramo jeti. In zdaj sem videl, mi je odprl glavo, da bomo mogli zakon tukaj spremeniti. Če ti je nekaj prodal, si prodal, fertik, nimaš se kaj žaliti. Tako je zdaj. No, da gač moram pa povedati, da je pa edini tule v Mokronu pa okolici, ko vam pa lijek vas nauči tisto, ko imate doma koline pa to. Rajžnate klobase mi je pa možgane ofno, koliko se naredi. Sneko, koliko jih dela, mi povej, prav pa ti, sneko, mi damo noter, pač čreve, rajš, kri, vse to. Pa čreve peremo na pol ure, na uro zihar. Ki pa je rekel, mi še dreka, vse ven bez pravimo. Vse se neč pol ne vidi, rekel, ko imaš noter kri. Pa še bolj okusne so. Tako da smo vse oprostil, naj bo. Čujte, prej, ko grem domov, jaz sem prej rekel, mi imamo pač tako žlah srečo, ne? Da imamo same pametne ljudi v žlahti. In mi smo, bi rekel, naš France Prešern, pa Ivan Cankar, to sta bila baje mrzla bratranca od moje tam, tete, no?
Tako je že neki. Tih koleno je zdaj pri naših hiš tukaj, ko so bili cigani tudi pri hiš, da ne vem več čigavi kjer. No, glavnim, in meni da sem malo podedil, teda sem jaz začel zdaj tudi pesem pisati. Pa vam jih jedno prebiram. Samo teda vam naj prebiram, ko bom tak srečen, ko doma me moja noče res posluša. Takle sem dal naslov. Klobasa ko Pepi, Prešern in Cankar. Nehajte zdaj, da jih začnem, ne? Ko začel sem pisati pesmi, moje rime in verzi bili so resni, a nihče jih ni poslušal, kaj šele razumeti skušal. No, neke noči imel sem sanje, France Prešern prišel je vanje, šepnil mi je na uho, Pepi, kaj je tako hudo? Takoj sem mu potožil in se razložil, da mojih pesmi pač nihče ne posluša, kaj šele razumeti skuša. Pa mi je dejal, Pepi, hej, pust bedake, piš naprej. Tudi mene so prezirali, obirali, kritizirali, še zdaj se prepirajo okoli zdravljice, koliko kitice bo pelo. France Prešern se je razgovoril, a jaz še preden sem se sam zbudil, novo idejo sem dobil. Takoj sem spisal novo rimo, kako Slovenci v kup držimo. Za pravico vse naredimo, če jo nijo prikrojimo, samo da se pri koritu držimo. Čez nekaj dni zopet imel sem sanje, Ivan Cankar prišel je vanje. Mi roko stisnil je pozdrav, mi čestital, da pišem, da sem že živ in zdrav in naslednji nauk takoj mi dal. Ko pišeš verze, ko pišeš rime, ne pozabi na fakine. V Hlapcih sem že pisal jaz, ki obstali so ves ta čas. Cankar iz san odšel je polni luni, meni na misel so prišli tajkuni. So na misel mi prišli hinavci, lažnivci, vsi naivci, siromaki in bedaki, a ker nismo vsi isti, so na misel mi prišli še tisti, ki pustijo prati si možgane z navarnim praškom iz Ljubljane. Ko sta Cankar in Prešern se v sanjah mi oči zazrla, v meni resnico, pravico, dostojanstvo in spoštovanje sta podprla. Kdor ne spoštuje teh vrednot, navaden je falot in nikoli ne bo gospod.